Marko in Tomaž sta tu, lepo zdrav. Zdravo, dober dan. In kot sva napovedala v tem studiu, dva gosta, tokrat z nama gospod Miha Krajnčević, direktor Hrama kulture Arnolda Tovornika iz Selnice ob Dravi, in pa gospod Roman Končar, igralec, znani igralec, ne, moramo reči, gospod Roman, producent, scenarist, tudi režiser, vsega boga. Multipraktik. Ko sem bom povedal eno zadevo, tako najprej dober dan vam. Dober dan. Vsem poslušalkam in pa slušalkam. Bom povedal eno anekdoto, ko sva, Branko Šturbe je Mariborčan, ne? Mi sva sošolca na akademiji in oba sva štimpedista ljubljanske drame, ker je bila rariteta že takrat posebnost po slovensko. In ko sva dobila prvi vlogi, večji, ne, ko sva bila še na akademiji, sva v drami dobila že prvi vlogi in sva dobila tiste tekste, take debele, veliki briljantni balček od Šenga Mariborčana, ne? Draga Jančer, in sva letela tam v prvo špelunko, v prvi bife, razumeš, da sva gledala, kdo ima kaj teksta, ne? Orkala pipa in takrat se spomnim tega, Branko je imel 7-8 stavkov, jaz nobenega pišu, kar razumeš. No, v predstavljanju pa glih obratno, moja vloga je sicer nema, ne, ampak je bil večer skos na odru, Branko je bil pa bolničar, ne, v bistvu rang natakarja, kaj boste, hvala, nasvidenje. Okay. Tako da znani, takrat so oba hrepenela potem, da bi kdo v nama kaj napisal, ne? V tistih revijah, ko smo danes hrepeniš potem, da nobene bi nič napisal. Res je, obratno. No in je pa do scenarij, ne, dogovora, kako bomo začeli, ne? Skratka, tudi seveda lepo zdrav z moje strani in hvala Bogu, da bomo na nek način predstavili 11. dneve Arnolda Tovornika, 11. že, ja. Se danes začne. Tako, okay. Že ali pa šele, kak gledamo. No, kaj imamo letos? Ajde, kaj nas čaka? Danes pričnemo ob 18:00 predstavitvijo knjige o Petru Trnovšku, Življenje z gledališčem, avtorja Marka Koširja. Potem nadaljujemo to, kar bo Roman seveda potem v kratkih uro pa pol povedal, ne, se pravi o dokumentarnem filmu o Arnoldu Tovorniku. Ki sledi, tako. In potem seveda nadaljujemo z soboto, nedeljo, Špas teater, predstava Budale in Agencija za ločitve oziroma Agencija za razhode, za vse tiste, ki so seveda še vezani, pa bi se radi kaj naučili. Potem je ponedeljek in torek pop-up teater, se pravi Šminka in sekirca z Gorko Berden in pa Rebeko Dremelj, in v ponedeljek je pasja komedija z Boštjanom Romihom. Torek, ni torek. Ne, obratno. Sem najprej dal torek, pa ponedeljek, da preverim, če poslušajo. In v sredo potem seveda nadaljujemo oziroma končamo z predstavo Veličasna, Nik Škrlec, Polonca Vetrihova in pa Mojca Fatur. Skratka, program vreden ogleda in daleč najboljše komedije v tem trenutku v Sloveniji. Okay, tukaj, če smem, samo en interruptus, ker je Polona moja kolegica z ljubljanske drame, ne? Polona je vrhunska v tej predstavi, ne? Tako da poslušalstvu toplo priporočam, da grejo gledati to predstavo, ker vse ostale predstave so, kot si mi povedal, malo bolj razupite, ta pa ni toliko razupita, pa ne bom rekel, da je zdaj na nivoju, na višjem nivoju, nič zvišenega, ne? Seveda. Ampak je res dobra, je pa to narejeno z istega teksta, kot je Meryl Streep igrala s Hugh Grant, ne? V tisti, ki tako fuša, ne? Tisti pevki oper, nisem pozabil, kako je. No? Tako da ta predstava je res za zaključek dobro izbrana. Okay. Zdaj midva sva se pogovarjala, zdaj so to že 11 dnevi. Kak je bilo do zdaj? Je zdaj že lažje kaj nabrati vse te umetnike? Imate dovolj letos zadnjič? Ali še bo? Bomo videli. Definitivno vsako leto nekaj laže, z druge strani nekaj malo težjega. Produkcija je vmes bila pač zaradi covida in vsega tega seveda malo drugačna. Zdaj se počasi vračajo gledališke komedije z drugačnimi teksti, niso to tipični stand-uperi, ki so na nek način, bi rekel, malo, ampak dobro, časoprimerno je bila takrat tista scena.
In jaz se seveda veselim in teh ponosov na vse, kar smo naredili, in se seveda tudi veselim vseh izved, ki jih bojo seveda še pod mojo taktirko na nek način izpeljane. Ok, super. Ne, to breme organizacije nosite na svojih ramenih ali imate koga? Delegirate kaj naprej? Ne, nič ne delegiramo naprej. Štirje smo zaposleni in bi rekel 97,16% tisto 6, ki se ponavlja periodično. To sem tako rekel zdaj matematično izračunal na hitro. Sloni v bistvu na nas, no, ampak ni nekaj, kar nas ne bi veselilo, ker ko so dvorane polne, smo mi potem veseli. Oni so zelo dobro plačani. Ne? To je treba vedeti, seveda, kot vsi ostali umetniki. V tej branži tudi mi, seveda. Ja, tako. Okay, dajmo si en komad privoščiti. Miha Krajnčević, torej direktor Hrama kulture Arnolda Tovornika, tukaj pa tudi Roman Končar, igralec, poznamo ga. Jaz bi samo še vas rad naslovil, gospod Roman. Dosti krat, ko sem jaz bil mali, sem vas gledal, vi ste bili, mislim, da to bo napaka, že vidim. Posplošeno rečem, v vsaki neki taki mladinski fajni zadevi, to pa ni zdaj napaka. Za zjutraj, ne, ko smo bili mali zjutraj, ste vedno bili en taki foter. Ne, vedno so bili neki problemi. Jaz sem še zdaj fotor. Vedno nekdo pozabo. Malo stari fotor. Ja, tako da od tu že, ne, to smo radi spremljali, tako da me veseli, no, da smo vas lahko spoznal živo. Hvaležen. Ok, čez 3 minute pa torej nekaj več torej o dokumentarnem filmu o Arnoldu Tovorniku, ki ste ga vi režirali. Ne, tako da ostanite na to tem, čez 3 minute smo nazaj. Marko in Tomaž sta tu, lepo zdrav. Lepo zdrav, dober dan. In v studiu z nama Miha Krajnčević, direktor Hrama kulture Arnolda Tovornika. Vedno imam taki problem. Ker težko vse to izgovorite. Ja, in pa gospod Roman Končar, igralec, producent, scenarist, počasi tudi dedek, ne, kot ste rekli. Tako da multipraktik. Daj Bože. Ja, daj Bože, ja. Dok ne bojo rekli, Ate, Bog kaj bi lahko ti... Ja. Ate, lahko paziš, mi bi šli ven, ne, malo. Pa tako pač pride. Ok, torej jutri bo točno 110 let, ne, od rojstva Arnolda Tovornika in zdaj jaz bi prosil vas, ne, pa mogoče tudi vas, gospod Miha, glede na to, da smo eni malo mlajši, ne vemo toliko, vemo, da je dom Arnolda Tovornika v Selnici, ne vemo pa točno, kdo je to bil. Kdo je bil to? Vemo, da je bil igralec. Ja. Ne? Kaj več pa? Neponovljiva ljudska umetniška duša, ki je seveda živela in prvih 6 let v Selnici in je tudi rojena v Selnici, in Hram kulture smo mi na nek način podedovali od starega doma kulture in kip preselili v to novo zgradbo, ki je od leta 2015 tam stoji. In v katerega smo seveda mi, bi rekel, ko smo razmišljali kako in kaj, smo 3 imena. Prvo je seveda Arnold Tovornik kot tak, potem drugo ime je naša častna občanka Zinka Zorko, ne? In pa še eno ime. To je dvorana noter, ne? Velika dvorana, ja. Ja. Pa še me kaj vpraša, tako za vsak. In tretje ime je pa seveda Lojze Šušmelj, je pa likovni salon Lojzeta Šušmelja, ne? Ok. Tako da kdo in Vsi trije dobili mesto, ne? Vsi trije so dobili mesto, ampak tako kot smo jo, seveda najbolj pomemben del je Arnold Tovornik, kateremu bomo jutri posvetili prav posebno pozornost v 110. rojstnodnevnem jubileju, o tem bo pa seveda več povedal, kot sem povedal, gospod Roman. Tako, ki se reži, zdaj pa ne vemo točno, ne? Veste, zakaj se reži, ker zelo verjetno bo potem vhodna avla poimenovana kmalu po Mihi Krajnčeviću. Tako, ali pa vsaj parking. Pa vsaj en parking, ja. Tako, ok, torej dokumentarec o Arnoldu Tovorniku, kaj vse zajema, kaj bomo tam videli, kak je bil mali, pa žogo brcal, ali bolj na delo, ali življenje. No, najprej, da se vrnem na ta hec, da se bo hodnik poimenoval. V vsakem hecu je tudi malo resnice. Res je. Torej, Mihaela poznam že kar nekaj časa, si drznem javno povedati.
spremljam njegovo delo, tako kot on parcialno spremlja moje, ohlapno, površno plitko, ker je toliko pač, da, ja. Ampak vem pa, da je v teh časih, ko je na čelu tega hrama postoril res ogromno vsebinsko, prezentativno, sporočilnostnem smislu. In tudi moram povedati to, če ne bi bilo njega, to ni zdaj neko hoferanje, pa lezenje v neke ne vem kam, ampak tega dokumentarca ne bi bilo, on je dal to pobudo. Potem smo seveda začeli tuhtati kako pa kaj in to je tudi že odgovor na vprašanje, ne. Jaz to niti ne bi rekel, da je dokumentarc, čeprav druge forme ni, ne, ki bi bila nekako prepoznavna, zaznavna ali kakorkoli drugače. Jaz bi temu rekel TV kolaž. Zakaj? Ker je pristop tak, da sem poskusil zbrati tiste še živeče ljudi, ki imajo res kapilarni stik, krvni, pa ste pod narekovaji, niso žlahti, ampak so z njimi ali delali, ali ga spremljali tako ali drugače in tako naprej. Ne? In če to, ne samo to, da sem jih zbral, ampak smo se tudi dogovorili, kaj bojo, jaz jim nisem v usta polagal besed, sem jim pa povedal, kaj bi želel narediti. Želel sem pa narediti frivolno, zanimivo, všečno, dinamičen, malo tudi ganljiv in smešen, ker vse to je Arnold bil, predvsem pa zemlja, on je bil zemlja, ne? In tukaj zdaj so pričevalke in pričevalci res zbrani z vseh vetrov, tudi kakšni taki, ki jih ne bi pričakoval mogoče. In na to sem zelo ponosen in verjamem, da bo jutri mogoče to celo komu všečno. Verjamemo, da bo, ne? Kaj vi mislite, Miha? Zdaj, imate pomisleke, morda, da ste se odločili? Ne upa reči, no. Ja, pomisleke nimam, zato ker jaz sem seveda ta film si že ogledal, ne, sicer tako bom rekel malo bolj po diagonali, ker traja 88 minut in danes ni ravno čas, da bi si lahko razen seveda za radio, to se radio. Seveda, ja. No in točno to, kar je Roman povedal, ne, se pravi, jaz verjamem, da bo to do te mere ganljivo, da bo tudi kakšna solza potekla morda. In se veselim jutrišnjega, se pravi tega filma, te predstavitve in na nek način čakam, kakšni bodo odzivi. Ker marsikdo od teh nastopajočih bo tudi tam. In zdaj seveda, ker je parcialna svojo izjavo, on pozna, ne pozna pa pravzaprav celega koncepta in vsega. V čem je kdo sploh sodeloval. Na kak način in ker je to seveda zloženo po Romanovi logiki, ki v tem primeru verjetno mu je uspelo, redko, ampak mu je. Upamo, da je. In da mu vrne milo za drago. In 100% bo jutri en lep dan za vse, ki bojo seveda prišli to pogledati, najbolj pa so za te, ki so v filmu nastopali. No, odlično. Evo, tako da celoten program lahko sem še eno, kratko. Brez skrbi. Samo še odgovor na posredno v tvojem prejšnjem vprašanju skrito pod vprašanje, zakaj to sploh smiselno delati. Samo ena premisa je, samo ena. Ti ljudje so zdaj živi, ti ljudje imajo, tisti, ki nastopajo v filmu, ti ljudje imajo svoje spomine. Ko bodo umrli, teh spominov ne bo več, enkrat za vse večne čase in bo šlo naprej. Vse nič hudega, kaj je šlo že vse naprej. Ampak meni se je zdelo pa ravno to vrednota, ki pa vedita, ker sta poučena o medijih, da bo ostala za vse večne čase zapisana na neuničljivih nosilcih zvoka in slike. Tako. To pa je smiselno in to pa je vrednota. Evo, super. Tako in stokrat boljše to. Hvala lepa. Torej, da imate posnete kot pa zapisane, ne? Ja. Izvrstno. Hvala. Hvala vama. Ne, ni še hvala. Kje najdemo vse te informacije? No, kje to se da sem hotel povedati, če pa me samo nekaj tu, vse sploh ne morem. Hramkulture.si Hramkulture.si, si prodajna mesta. Šalca pa gleda na uro, ker pravi. Moraš delati, ja. Ok, vse informacije seveda na spletu, ogromno dogodkov torej pripravljate, tako da vabljeni pridite torej na dneve Arnolda Tovornika v Hram kulture, Arnolda Tovornika v Selnico ob Dravi.
Okay, evo, vse je prav povedal. Do snidenja, do slišanja. Ni davč, če pelješ. Najlepša vama hvala, res. iz srca. Hvala vam. Enako, hvala lepa. Pa hvala vam, gospod Miha, da ste prišli in da ste pač... Je bolj hvala, da greste. Ja, res je, ne? In da se boj odpeljate tudi kolega Romana. Lepo bodite. Hvala lepa.